Lep dober dan, spoštovani župan občine Gorenja vas - Poljane, Milan Čadež, spoštovani član programskega odbora Tavčarjevega leta, dr. Peter Čeferin, poslanca Državnega zbora Žan Mahnič in Janez Žakelj, predstavniki Ministrstva za kulturo, spoštovani vsi zbrani na slavnostni akademiji, dame in gospodje. Veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta, prvega doma civilne družbe in seveda tudi v svojem imenu. Tavčarjevo leto z bogatimi in raznolikim programom, ki ste ga pripravili v poklon visoškemu gospodu in se odvija vse od marca do konca leta, me navdaja z optimizmom. Hvalevredno je, da se v tem času hitrih sprememb in bliskovitega tempa življenja znate ustaviti, ozreti v preteklost in iz nje črpati navdih in zglede za sedanjost. O tem nenazadnje priča tudi sam naslov današnje akademije. Slovenci, po Tavčarju se špeglajmo. In za zgledovati se po Tavčarju imamo res mnogo razlogov. Ivana Tavčarja se upravičeno spominjamo kot enega najboljših slovenskih pripovednikov 19. stoletja. Ni prav veliko ljudi, ki ne poznajo njegovih najbolj znanih del, kot sta zagotovo Visoška kronika in Cvetje v jeseni. Nekoliko manj pa je širši javnosti znano, da se je Tavčar poleg pisateljevanja posvečal tudi politiki in da je bil pomemben akter v prelomnem času razpada Avstro-Ogrske. Njegova življenjska zgodba in prav poseben navdih tudi zato, ker se je rodil v Kajži in umrl na dvorcu, ki je eden izmed od središč tedanjega družabnega življenja. Življenjska pot otroka Kajžarja, ki mu je bil kot najstarejšemu sinu namenjen duhovniški poklic, do študije prava, županovanja Ljubljani in lastnika dvorca Visoko, ni bila enostavna in uči nas o pomenu vztrajnosti in prizadevanja. Njegovi ideološki nazori, politična prepričanja in zavedanja moči in pomembnosti naroda pa se izražajo tudi v njegovih delih. In naš jezik, naše vrednote, pomen slovenstva in življenja, kot ga poznamo tudi danes, terja odločne zagovornike. Tavčar je pustil sledi tudi v gospodarstvu. Kot soustanovitelj mestne hranilnice in Ljubljanske kreditne banke, prve samostojne slovenske banke. Življenje Ivana Tavčarja nas uči tudi o pomenu sodelovanja, združevanja moči in izmenjave mnenj. O tem priča dejstvo, da je bil izjemno dejaven v društvih, od katerih je mnoga tudi sam ustanovil in jim predsedoval. Ta njegova povezovalna drža je bila zagotovo tudi razlog za to, da mu je ob njegovi smrti 19. februarja 1923 slovensko časopisje obeh političnih polov namenilo veliko prostora, pa tudi s pohvalami njegovih človeških lastnosti niso skoparili. Tudi v današnjem času mnogih resnih izzivov, pa naj si gre za vprašanje zelenega prehoda, trajnosti, energetike, odpornosti gospodarstva, položaje kmetijstva in kmeta, javnega zdravstva in številna druga vprašanja, se moramo špegljati po Tavčarju. Se srečevati, iskreno in spoštljivo pogovarjati in usklajevati rešitve v dobro vseh državljank in državljanov. Spoštovani, zahvaljujem se vam za obujanje spomina, za navdih in bi vam čestital za odlično organizacijo slavnostne akademije. Obenem čestitam tudi ob stoletnici Sokolskega doma, prostora, v katerem so se odvijale številne pomembne, družbene in prijetne prireditve. Naj tako tudi ostane.